In sedaj pozdravimo še letošnje nominiranke za žensko leta 2018. Z nami so Alenka Artnik, doktorica Sonja Bezjak, Špela Čadež, Anuška Velič, Marjana Kramnik, Rona Lah, doktorica Anica Mikuškos, Nuša Listjak in Mateja Starček. If you desire to lay here beside me, come to my sweet melody. Hiši, ki jo je ljubila družina in jo je zgradila prostovoljka iz popolne človeške ljubezni. Že velikokrat sem z veseljem priznal, da večinoma moje plakate in novitke mojih albumov oblikujejo ženske, zato ker čustvujemo na enak način, ker se razumemo brez besed, ker nam je blizu ista estetika, ker mi je ženski način razmišljanja bližji. Priznal sem tudi, da je edina stvar na svetu, ki jo raje počnem z moškimi, igranje košarke. No, zdaj je tudi tega konec. Čas je pač nepodkupljiva dimenzija. To je ženska, ki je sodelavci največji dom starejših v Sloveniji spremenila v stečišče vseh ljudi, tudi tistih z roba, pobudnica medgeneracijskega sodelovanja. Polona Lah! Dovolite mi, da še enkrat ponovim. 700 otrok je prišlo med starejše in če kdo potem go zagotovo, gospa Polona Lah, vi ste tisti, ki združuje mlado, drznost in zrelost in modrost in zato smo očitno ne samo mi, pač pa tudi vsi iskreno hvaležni in vabim vas.
besed. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem krasnim ženskam na zaji. Hvala tistemu, ki je sedel v meni v trenutku, ko me klicala gospa Mateja in povedala za nominacijo. In sem jaz seveda spremenila total svoj izgled in zavila z očmi, kar pa je enkratno dobro delam in težko skrivam. Ko sem mu povedala, zakaj gre, in ko sem prvi hip povedala, da je v Sloveniji tisoče žensk, ki si zaslužijo to nominacijo in da se zahvaljujem za njo, ampak da jaz mogoče res tokrat ne bi sodelovala. In je rekel, veš kaj, ne bi vsega, povem mi, kdo te klical, da pokličem nazaj in bom rekel, da sodeluješ. Se rekel, povem mi en dober razlog, zakaj bi sodelovala, in je rekel, ker si zaslužiš. In ker je ta isti stavek izgovorila moja mama, ko se je veliko premlade poslavljala od življenja zaradi hude bolezni, in je rekla, bodi pogumna in zgodilo se ti bo vse, kar se ti mora zgoditi, ker si zaslužiš. In ne glede na to, da je vmes minilo skoraj 10 let, medtem ko je to res izrekla moja mama in medtem ko je to izrekel en zelo mlad fant, za katerega sem prepričana, da se šele uči življenja, je bilo tako naključje, da enkrat nisem butala svojo glavo v steno in sem rekla, ok, pa naj bo. In potem so mi, pač sem videla še ostale nominiranke in nekako mi postalo žal, da pač sem pristala sodelovati, ker se mi je zdelo, da ne pašem v to eminentno družbo vseh teh krasnih dam in res iskrene čestitke in hvala za vse, kar vsak dan znova počnete. Čeprav je moje življenje nekako zaznamovalo ogromno zlatih, iskrenih, poštenih, dobrosrčnih žensk, ampak na tem mestu bi rada izpostavila 5 zares izjemnih. Torej, moja zlata Oma, ki je v svojem življenju nudila varstvo in zavetje ogromnemu številu otrok in ki so vedno znova radi prihajali k njej in se bila včasih kar jezna na njih, zato ker ji rečejo Oma Čeh, čeprav sem si osvojila nekako zase, ampak zdaj, ko sem že odrasla, ugotavljam, da smo si to Omo Čeh in njeno ljubezen super razdelili in da smo zaradi Ome Čeh to, kar danes smo iskreni, srčni in srečni ljudje. Druga je seveda moja mama. Mama, glej, kje stojim, mislim. Tudi ona je vsak dan znova odpirala vrata ogromnim otrokom, ki so prihajali k nam na sendvič, kosilo, po njen objem ali po toplo besedo, ki je mogoče doma niso bili deležni. Torej, tretja taka ženska, ki sem jo spoznala 23 let nazaj, je moja tašča Milica Lah, ki nekje sedi danes tu in hvala tudi njej. Četrta ženska, dekle, ki je kljubovala vsem zakonitostim narave in vsem slabim napovedim v času, ko rasla iz dneva v dan v mojem trebuhu in kljubovala vsej slabi statistiki. Neja, hvala. In peta moja zlata, peta beba, ki zdaj doma posluša in sigurno joče in z pljučnico in z robci, ne vem, kje vse zataknjenimi, žari od ponosa in evo, tudi ona je ena taka izjemna ženska. Ampak kot rečeno, ogromno jih je na moji poti, vsak dan nove prihajajo in izjemno počaščena sem, da lahko delam z njimi, da se lahko učim od njih, da lahko povem, kar pač mislim, da je prav, da povem in da lahko pomagam. In hvaležna sem
ker imam za razliko od marsikoga en dom v prelepem delu Maribora, ki se imenuje Pekre, kjer se je rojevala ta naša ljuba državica, ki jo neskončno obožujem. In drugi dom na Pobrežju v Mariboru, torej dom Danice Vogrinec Maribor, dom starostnikov, kamor vsak dan prihajam v službo, ampak ne rečem, da grem v službo, ampak rečem, da grem v dom. To pove marsikaj. In v ta dom je lani prišlo ogromno otrok, vsak dan 7 zjutraj, in ob 4 popoldne, ko so odhajali domov, so jokali, ker bi še malo ostali, ker je tu super. Ne glede na to, da smo se družili s starejšimi ljudmi, ne glede na to, da smo se igrali v domu za stare ljudi, ki ga marsikdo imenuje hiralnica, in ne glede na to, da žal v domu za stare ljudi tudi umrejo. Ampak vsak dan znova so prišli in vsak dan znova je bilo super in vsi ti otroci, ki so prišli lani, sem prepričana, da bodo prišli letos spet. In nihče od teh otrok ne bo nikoli rekel, da je svoje super počitnice preživljal v hiralnici za stare, ampak bo povedal, da je bil v domu, v Danici, Mariboru, kamor je prišel tudi gospod Predin in tja pripeljal koncertirati s svojimi kolegi in tja pripeljal več tisoč glavo množico, ki je še enkrat v domu za stare žurala do poznih večernih ur in naši stanovalci so se imeli krasno in vsak dan znova se imajo krasno. Ja, in žal, vsak dan znova je kdo manj med nami, ampak to je življenje. In najbolj od vsega si želim, da bi vsak od nas imel priložnost biti otrok, žena, hči, mama, babica, v miru, sit, v zavetju toplega doma, med ljudmi, ki te imajo radi in te spoštujejo in te spodbujajo. In prepričana sem, ne glede na to, da kdaj izgleda drugače, da je Slovenija in svet polna takih srčnih, pametnih, zrelih, odkritih ljudi, ki smo tega sposobni, ki smo sposobni zagotoviti, da bomo skupaj živeli v miru, da se bomo skupaj postarali in da ko bomo stari 70, 80, 90 let, da bo življenje še vedno lepo. In ker sem začela z ženskami, je prav, da se zahvalim tudi moškim. Hvala, ker ste, ker brez vas svet ne bi bil, kot je. In ob tej priložnosti, Sergej, hvala, ker si. Hvala, ker me mehčaš. Hvala, ker me učiš odpuščati. In hvala, ker odpuščaš. In hvala, ker kljub temu, da veš, da vsakič, ko nastopi dopust, kljub temu, da letos oziroma lani je moj letni dopust nastopil 27. decembra, veš, da bom prve 3 dni bolana, ampak vseeno ne nergaš preveč. Hvala. In hvala, ker ste prišli, in hvala, ker ste, in hvala, ker je zaradi, to pa je zdaj novi stavek, vseh nas ta svet lepši.